Gorazd, dobrodošel po vseh ovirah, ki jih predstavljajo naše ceste iz Štajerske do Ljubljane. Si uspel priti v kolikih urah? 4 pa 15 minut. Evo, 4 ure 15, to je že eno dobro izhodišče za to, kako promet urediti, da bomo Res je. bolj trajnostno in manj stresno se premikali. Jaz smo samo eno kratko predstavitev tebe naredila, zakladnice znanja, izkušenj, idej, kreativnosti na področju dogodkov. Torej, Gorazd Čat že eno dobro četrt stoletja praktično se temu reče, 25 let, ne? Na področju dogodkov in tako lepo rečeš ti, da je to ne kot en roman, ampak kot rock'n'roll. Ja. Ena zelo taka dinamična, kreativna, malo tudi taka, kako bi rekli, propulzivna panoga, ki je treba si kaj tudi zmišljati, ne, na novo postavljati. In ne samo to, da razumeš to industrijo dogodkov, ampak jih tudi ustvarjaš konkretno, širiš to znanje, pomagaš ali pa podpiraš tiste, ki v Slovenijo pridejo in skozi konventov organizirajo dogodke v tej naši ravno prav veliki deželi. Potem imaš zelo odmevno revijo, kjer vse praktično na temo dogodkov, kongresov, manjših, večjih zaobjemaš. In, kar bomo danes dali poudarek, razumeš tudi, kako dogodke delati bolj trajnostno, bolj zeleno in bolj krožno. Tako da dobrodošel in hvala, da si na našem dogodku. Hvala za povabilo, se zahvaljujem. Ja. Tako da zdaj bi mogoče začela kar s tem rock'n'rollom. Ko smo tlele se začeli pogovarjati, smo rekli, kje smo danes s tem rock'n'rollom? Kaj sploh danes dogodki predstavljajo, kako so umeščeni? Če gledava četrt stoletja nazaj, je bilo dogodkov mnogo manj, manj vseh možnosti do njih dostopanja, organizacije, vsega skupaj. Kaj pa danes sploh dogodek je, če ga definiramo? Kaj je s temi dogodki? Ja, definicij je seveda več, tako kot pri vsaki dejavnosti, ampak to v zvezi z rock'n'rollom pa je neka stvar, ki me spremlja celo življenje. Bolj je šlo za neko šalo, ker smo se dostikrat šalili v okviru timov, s katerimi smo organizirali dogodke, da zdaj se pa začenja rock'n'roll, pa so me ljudje spraševali, pa da je naša dejavnost podobna rock'n'rollu. To mi je blizu, seveda, to je stvar neke kulture, ki sem jo v bistvu zajemal s polno žlico, ko sem bil študent, pa že prej pravzaprav živel s tem in seveda potem del sebe preneseš v to dejavnost, tudi v agencijo, ki smo jo skupaj z ženo ustanovila pred zdaj že skoraj več kot 20 leti, in naročnikom tudi del sebe ponujaš, del svojih kolegov, del svojega okolja, s katerimi si gor rastel. Bom rekel, moja paradigma je pa ta, da ko si na odru enkrat, če ste kdajkoli bili, veste, da je to malo te zasvoji, bom rekel, in seveda, če si band, bom rekel, kakršenkoli, če si uspel dobro odigrati, se hočeš ponovno vrniti na oder. Ta droga je toliko močna, da drži vseh teh 30 let, je pa dejstvo, da bom rekel, to pomeni tudi ogromno odgovornost. Danes smo bili v Mariboru na enem dogodku in prosili so me za neko mnenje, kaj mislimo o razvoju turizma v Mariboru, torej tega našega tipa turizma, in sem jim odvrnil zelo preprosto, da bojo morali pač trenirati, veste, dober band igra ure in ure, bom rekel, ne gre za povprečje. Seveda ne. In tukaj je ogromno nekih paralel, to se pravi videti vašo publiko, vas imeti v srcu, v fokusu, ne v bistvu neko veliko idejo. Ko smo mi štartali v 90-ih, je bila glavna ideja, kako promovirati Slovenijo. Mi smo strašno ponosni na novo državo. Vsak dogodek je bil poln energije, pešna, ampak vse je bila ena velika ideja. Zdaj, v zadnjih časih pa to delamo, kar bi morali vsega začetka, torej vas postaviti v fokus, se ukvarjati z udeleženci, kako se počutite, in temu posvečam zelo veliko energije. In kogarkoli boste na rock sceni vprašali, kaj šteje, bo rekel vi, publika. Tako da to bi rekel, je neka povezava z rock'n'rollom, pa še cel kup stvari bi se dal našteti. Mogoče
mogoče še, da te zmotam tukaj, dogodki so tudi nekaj posebnega zaradi tega, ker če primerjamo za kakšno drugo produkcijo, da temu rečemo, ko izdaš knjigo ali narediš film, imaš možnost popravkov. Dogodki so pa v živo in je, kar je. Kako je ta komponenta tudi integrirana in koliko je to stresno, recimo? Ja, obstaja teorija, da je to ena najbolj stresnih dejavnosti. Zdaj tukaj se primerjamo z vesoljci. Ampak dejansko je stresa veliko, ki ga pa moraš se naučiti obvladovati na ta način, da razumeš v bistvu, kaj lahko kontroliraš. Predvsem pa je to timsko delo. Spet grem nazaj k rock'n'rollu. Lahko si solo pevec, ampak dobre stvari so pa v ekipi. In vsak v ekipi mora vedeti, kakšna mu je vloga, kdo je frontman in tako naprej. Izjemno pozoren moraš biti na ekipo. Jaz bi rekel, to je moje glavno sporočilo po vseh teh letih. Zadnji najšibkejši člen ti lahko pokvari pol vse te ideje. Cela veriga pade in bom rekel, to neko srčnost do ekipe moraš gojiti. Recimo, mi nimamo kulture na dogodkih, zdaj jaz to forsiram na vseh mojih, pa tudi drugi kolegi so začeli slediti, da imamo odjavno špico, tako kot jo imajo v filmih. Vsak, ampak čisto vsakmu, ki je sodeloval. In včasih ljudje ne morejo verjeti, ker to traja 15 minut, ker se vrti odjavna špica enega dogodka. In je to zelo dobro, da zavestimo, kaj vse je zadaj, ker če nekdo ni kablov prav sestavil, so lahko še najboljši rock'n'roll playerji na odru, pa ne bo nič. Zdaj, midva sva danes tukaj v kontekstu ljubljanskega krožnega abonmaja in tukaj naslavljamo zdaj teme, ki so vezane na krožno gospodarstvo, na trajnost in tudi tukaj se dogodki zelo spreminjajo. Veliko govorimo o zelenem zavajanju na vseh področjih, tudi tukaj ga je najbrž dost. Mogoče, če bi nam povedal, kaj so tisti nekdo, ki se loti priprave dogodka, kaj so tiste prve stvari, ki grejo lahko v zeleno smer. Ne, da smo nerealni, ker če imamo dogodek v Sloveniji za tujo javnost, ne moramo reči, da vsi pridejo s kolesi, to verjetno bo težko, razen če je Giro d'Italia. Ampak kaj pa so tiste stvari, ki pa jih recimo ti nekako priporočiš? Bom začel malo do zadaj. Strahotno dolgi vožnji, to sta dva podcasta, veste, v povprečju, ki jih lahko poslušaš. En strm je prišel pod roke in je Dan Lenart rekel v eni vdaji, ko ga je vprašal novinar, zakaj so Kornati tako strašno lepi in prelepi in prečudoviti, je rekel, vprašal enega Barbo Kornatih in ta je rekel, zato, ker so malo više od ništa. No in ta paradigma manj je več je zagotovo ena od stvari, ki bi jo morali res razumeti na začetku, ko začnemo planirati. Mi smo včasih obsedeni s tem, da naredimo vtis. Vtis pa naredimo z vsebino, ne pa z vsem okrog. Bi rekel, najlažje delati projekt, kjer imaš rider, kjer vse svetlika in je svetleče. Zelo težko je pa narediti dogodek, ki se vas bo dotaknil, tako da boste rekli še po enem tednu, tole pa bila dobra ideja. Tako da bi rekel, manj je več, bi rekel, za začetek. Je pa moja zgodovina takšna, jaz sem geograf po izobrazbi in bi moral pravzaprav na faksu ostati. Mene je prav ta rock'n'roll potegnil iz tega, tako da tukaj sem zdaj čisto po naključju. Jaz pravzaprav ne bi smel delati to, kar delam. Še dobro, da so te akademski krogi pripustili k nam. Tako da, seveda tam so nas okužili, predvsem Dušan Plut z vsemi temi stvarmi. Neke stvari je slikal zelo dramatično takrat v 90. Pa tudi pol, ko je napisal on vse svoje zbrane dela. Ja, skoraj 1000 strani, bom rekel, ne 1500 pravzaprav. Pol je naredil krajšo verzijo na srečo. Tako, ki si jo da prebrati. Skratka, geografi imamo to, bi rekel, ta študij je en tak, da nas je ogromno geografov v nekih tudi aktivističnih krogih, bom rekel, raznih. Pač študij je bil takšen, da je učil, bom rekel, ta 360-stopinjski pristop k razumevanju sveta, bom rekel. Že pred, bom rekel, časom smo razumeli dimenzijo geografij, družbene, ekonomske in bom rekel, torej ESG-ja, če hočete, kot ga zdaj uporabljamo. Ali pa nekih planetarnih meja, da je vse znotraj nečesa, da ni neskončno. In to je šlo z mano pol. In jaz sem ves čas razmišljal, kako pač te stvari narediti. Zdaj, če pustimo tehnični del pri strani, pa to, da sem povedal, da manj je več, da je to treba malo v glavi razčistiti. To je zelo dobro, to lahko kar ponavljamo. Manj je več, to nas zavede. Absolutno. Potem se je pa začelo planiranje in seveda mi smo že prve stvari delali tam, bom rekel, res pred 25 leti smo prve stvari nastavljali. Pa je bila ena faza, ko je monetarno intenzivno delala na tem, kako dogodke spremeniti, torej tam okrog leta 2013 so hoteli Planico popolnoma resetirati, nastala vrsta priročnikov, pol se je šlo iz faze priročnikov k metodologiji,
potem pa kasneje k bolj konkretni podpori vsega tega procesa, namreč kar meriš, lahko izboljšaš, to je glavni problem. Ne? Tukaj je bila težava. Mi smo na pamet govorili in to, kar si omenila, to zeleno zavajanje se je dogajalo pravzaprav nemirno. Saj noben ni imel namena, da bo kaj slabega naredil, ampak niso vedeli. Ne? Danes sem en članek, oziroma včeraj napisal do konca že skoraj o eni zgodbi, ki jo promovirajo Slovenske železnice s vsem dolžnim spoštovanjem. Krasna zgodba, ampak seveda potovanje z slovenskimi vlaki ni oblično nevtralno, bom rekel, zato ker je miks električne energije, ki jo uporabljamo takšen, da ni vsa energija z jedrske elektrarne. Pride iz premogovnikov. Ja, seveda. Ja. In to je ena taka malenkost, en tak drobec, ki te kot geografa zmoti. Da naši dejavnosti pa nobenega ne obsojam, da ne bo kakšnega nesporazuma. Samo, da smo pozorni, da se vsi skupaj učimo. To je cilj, ne da kritiziramo, ampak da napredujemo skupaj. No, pa je sledila pa faza sajenja dreves v naši industriji. Posadili smo toliko dreves, da po mojem... Imamo Amazonijo v Kočevskem gozdu. Točno to. No, in ko se ta faza res tako razpasla, smo pa res rekli, zdaj pa moramo malo te stvari postaviti bolj v kontekst. Torej, več dimenzije tega, kako se tega lotiti, ampak to lahko pa govorim 2 ure pa več. Ampak mogoče, sam, veš kaj, da tako pogledava, ker se bova pomikala skozi ta en pogovor od tega, kaj so neki veliki dogodki, množični dogodki, če tako rečemo, za širšo javnost, do tega, ker zdaj prihaja čas počitnic, do tega, kaj naredimo z vrtno zabavo, s piknikom, da malo zavestimo, kako se lahko česa lotimo z temi osnovnimi načeli, kot si rekel, manj je več, že če hrane nakupimo ravno prav, ne pa preveč. Če česarkoli imamo raje manj kot preveč, je že eno dobro vodilo. Ampak mogoče zdaj, če smo pri teh večjih dogodkih, kaj bi ali pa kaj naročnikom nekako svetujete ali pa kako jih usmerjate, da ne pridejo z idejami, naj bo sam čim več, da grejo v to, da je lepo kaj manj. Še vedno so naročniki, bom tudi jaz pošten do samega sebe, ki želijo imeti, mi temu rečemo, samo remo produkcijo, tako se to v naših krogih imenuje, kjer se seveda vse sije in tako naprej. In vsi med nami, ki smo eventari, če smem tako reči, po duši in srcu in telesu, tudi takšne stvari delamo. Ampak jaz vsakega skušam prepričati v začetku, da ne razmisli o svojem kratkoročnem vplivu ali impactu, kot temu pravimo po angleško, o dolgoročni dediščini tega dogodka, kaj bo ostalo za tem dogodkom in seveda o tem, kako bo izmeril potem te stvari in mu damo seveda cel kup primerov, kaj bi bilo, če bi bilo. Zdaj se je nabralo skozi orodje, ki smo ga razvili že skoraj 70 in več dogodkov, je bilo analiziranih. To mogoče si tako skromno rekel, pa kar povej, kaj je to za eno orodje, mogoče se ostava, ker to je tudi en dober pripomoček. Torej vse, kar smo teoretično pripravili, tam nekje do leta 2017, je potem manjkala digitalizacija. Mi smo model imeli narejen na peš, v Excelu je funkcioniral, vedeli pa smo, da tudi to ni najbolje, ker pač obstaja možnost napake in potem smo se srečali s podjetjem Arctur iz Nove Gorice, torej slovensko znanje, se povezali, oni so edino podjetje v Sloveniji s super računalnikom in to pomeni, že malo vam daje tudi odgovor, da gre tudi za obdelavo baze velikih podatkov, kompleksnost. In skupaj smo se poročili in naredili orodje, ki se imenuje Planet Positive Event. Zraven so prišli še drugi kreativci z tega področja, recimo podjetje Sport Media Focus, s katerim smo, se pa lahko javno pohvalim, bom rekel, pred 14 dnevi pridobili verjetno enega najbolj zahtevnih naročnikov, ampak odpira popolnoma nove dimenzije. To je Svetovna odbojkarska zveza, za katero bomo v naslednjih 2 letih zmerili vsa tekmovanja po celem svetu. Ampak zbrali so nas pa zato, ker merimo 4 dimenzije tega celega sklopa. Torej merimo, ko imamo carbon management, ukvarjamo se z impact managementom in pomagamo načrtovati te ukrepe. Poskrbeli smo za compliance management, uporabljamo angleške izraze, zato, ker te stvari so vse v angleščini. In nazadnje s Turizmom Ljubljana, mestno občino Ljubljana pripravljamo tudi en zanimiv projekt offset managementa, ki je tudi izjemno zahtevno področje. Torej vsi 4 sklopi so neverjetno zahtevni, bom rekel, ko se jih lotiš, pa v bistvu so vsi krožni na koncu. To, kar ti delaš celo življenje in se trudiš in promoviraš, je vedno v bistvu, pravzaprav ta filozofija na dogodke paše absolutno. To je zelo skladno, pa še odlična platforma so, da to širimo. Tako je. In s pomočjo
Tega pa ljudem najlažje predstaviš, Ja. kaj bi morali narediti, da zdaj poenostavim vse skupaj. Tako. Če smo zmerali, pa vse skupaj naredili, ko pa začneš razmišljati skozi logiko krožnega gospodarstva, potem pa razumejo. Ne. Ja. Še bolj razumejo, recimo danes smo dobili na mizo, oziroma prejšnji teden, eno avstrijsko podjetje je naredilo inovacijo za dogodke, kjer avtomatsko takoj na koncu smeti ne samo, da jih sortiraš, ampak jih že v drobir recikliraš. In ko so organizatorji pogruntali, da bojo v bistvu služili smetmi, Ja. pa je bila pa aleluja, v reka moment, ne. A dal bi se služiti? Ja, to, seveda bi se dal, samo najprej morate imeti management tega. Ne. Tako, kako Ne. zbrati in kakšne Tako, ne. kakovosti so te smeti. Kakšne kako kakovosti so te smeti. razvrščene, ja. Tako da je neverjetno, bi rekel, se stvari pol povezujejo. In z orodjem seveda ljudi usmerjamo. Ne. Zdaj primer svetovnih prvenstev in tekmovanj v odbojki. Mi jim seveda na začetku pomagamo narediti akcijski načrt na osnovi vseh teh primerov iz preteklosti, aktivacijo udeležencev, potem seveda se to zmerimo, potem sledi zunanja presoja strokovnjakov, ki potem presodijo, so ti podatki verodostojni, zato je to poročilo primerno za nadaljnjo, bom rekel, Ja, tudi presojo. Ne. In na koncu v bistvu jim svetujemo, kaj naj bi naredili, da bi izboljšali njihov dogodek v prihodnosti. In to jih pa najbolj veseli. Ja. Ne. Najbolj jih pa pravzaprav navdušuje regenerativni del, ne? Ker merimo tudi ta del. Namreč nova zakonodaja Evropske unije je relativno zahtevna v smislu razumevanja kompletne materije, ko jo pa postaviš v okvir neke dejavnosti, se da pa to zadevo zelo lepo razumeti. Ne? Recimo dvojna materialnost, če bi vam zdaj začel o tem govoriti. Ne? To že zveni grozno. Grozno, Pa, ne, ja. ko daš v prakso. Ko daš pa v prakso, pa ni to grozno. Ne? Ja. In to smo nekako povezali in je krasne stvari delajo organizatorji dogodkov in to je tvoj odgovor. To me pa zdaj strašno veseli. Ja. Neverjetno so inovativni, zlasti šport, poglejte, ne vem, kolesarstvo v Sloveniji. To celo gibanje za sabo potegnili. Odbojka lansko leto, letos ponovno, julija meseca. Veste, koliko otrok je šlo odbojko špilati, namesto da so za računalniki. In znamo tega vrednotiti v denarju. To je bistveno več vredno, kot je vreden ta ogljični odtis, ne? Ja. Ki ga mimogrede tudi cenimo vedno. Ne? Povemo, da je vreden, ne vem, pri odbojki lahko tudi 100.000 evrov, ne? Bi bila kompenzacija, če bi nekdo šel na Evropsko borzo ogljičnega odtisa. Ne? In gledati, Tako, ja. koliko kar za naše polete. Tako, približno tako, ne. kompenziramo. Ja. Ja. Zdaj pa recimo, ko sva pri teh, še vedno sva zdaj pri teh večjih dogodkih, omenil si Ljubljano, ki ima ogromno dogodkov, Ja, ne, ogromno, in Turizem Ljubljana dela res na tem dnevno, ne moramo reči tedensko. Kje lahko zdaj mi kot uporabniki dogodkov to občutimo? Recimo tlele sva zdaj blizu odprte kuhinje, ne, tle smo se marsičesa že naučili. Odprta kuhinja je prečudovit primer, bom rekel, jaz bi rekel organizatorjem lahko samo čestitam za vse, kar počnejo. Seveda ne more vsega rešiti. Zdaj, če bi hotel biti pikolovski, bi rekel, bi morali zajeti kompleten krog, ampak njihova vloga je predvsem v osveščanju. Ja. Lotili so se in odpadne hrane in bom rekel Same embalaže. embalaže, ne. Ja. V bistvu razbijajo tabuje, ne. Tudi kakšni cateringi v Sloveniji. Recimo mi smo imeli, če si nekoč rekel v Cankarjevem domu, da bi nekdo lahko hrano domov vzel, evo, glih kolegica z Cankarjevega doma je tukaj, je to zvenelo grozno, ne, in potem smo rekli, da imamo hrano za kužka, ne, tako naprej, ne. Poglejte, zdaj ta tabu odpadel, tega tabuja ni več, ljudje so ponosni, če lahko hrano, ki je v dogodku ostala doma, odnesejo. To so vse te stvari, ki se prepletajo, ne, zato, ker s tem zmanjšujemo odpadno hrano, ne. Začeli smo drugače planirati dogodke, to bi bil moj prvi nasvet za vas. Mi smo tako zelo nemarni v Slovenci pri potrjevanju udeležbe na dogodkih, ne. Če se je nekdo za vas potrudil, naročil 200 kosil, obrokov, ne, pa vi niste prišli, bi rekel, tukaj se da pa malo psihološko vplivati na ljudi. Ogromno možnosti imamo. Ne. Ja, in ljubezen gre res skozi želodec, tako da bi rekel, vse te stvari v zvezi s kulinariko zelo dobro funkcionirajo. Mi smo šli zelo tako daleč, da smo na enem od dogodkov pripravili smetnjak, kjer smo merili odpadno hrano, pa zelo lepo smo napisali, ne, da če bojo v bistvu vrgli to stran, ne, bomo to zmerali, ne, in je psihološko zelo dobro delovalo. Praktično ni bilo odpadne hrane. So vse pojedali, ne, tako da. In tle so spet kulture, ki imajo ta manj več ugrajeno podzavest. Japonec ne bo pustil praznega krožnika, ker je to nekulturno, ne, in seveda zato so obroki manjši, bolj premišljeni, bom rekel, ne. Vse je premišljeno, vse je uravnoteženo, uravnoteženo, ne. Pri nas pa velja
če ne gleda čez krožnik, ni dovolj dobro. To, kar si omenil, ko smo delali skupaj tudi ravno na tem enem projektu, kjer smo se tudi srečali okoli te zavržene hrane na dogodkih, in potem smo rekli, namesto doggy bag, se reče gourmet bag. In čim ti poimenovanje spremeniš, da je to nekaj, kar je pa zdaj, vzamem sabo, ker je to poslastica, ki jo bom nesel domov, je drug odnos do stvari. Tako da tudi tle je en ta kulturni premik ali pa tudi vrednote, ki jih skozi to privzgajamo ali pa krepimo. Tako da odpadna hrana je odlična zato, ker je tako vidna, pa z njo se zelo enostavno identificiramo. Kaj pa recimo na področju hrupa, dogodki so tudi lahko hrupni, na področju vse energije za osvetljevanje, koliko je pa tle teh zakulisnih stvari? Z mojo rokarsko dušo jaz nimam občutka za to, jaz ne vem, kaj je hrupno, sorry, malce hecam. Meni je všeč, če je hrupne. Ker vse to prihaja, zdaj nekoč se nismo s tem sploh ukvarjali. Koliko zdaj to zakomplicira? Zelo, bom rekel, in to moramo spoštovati. Zakonodaja je eksplicitna, tukaj ni odstopanj, bom rekel, predvsem dogodki v javnih prostorih, na javnih prostorih in v naravi mora to posebej spoštovati, zlasti tudi športni dogodki na prizoriščih, ki so v Narodnem parku, Triglavskem in tako naprej. Tukaj sploh ni dvoma. Da se pa zdaj z tehnologijo te stvari uravnavati bistveno bolj kot prej. Jaz bi rekel, da je napredovala tako skokovito, da ne potrebujemo več, lahko bolj usmerimo, bom rekel, zvočno stvari. To moram tudi omeniti. Kar se tiče pa potratnosti energetske, to je na drugem mestu, tako je za transportom. Samo da boste približno imeli po vseh dogodkih, ki smo jih ocenjevali. Eno je to, kako pridemo, to se pravi vsa mobilnost. Ker smo z avionom ali z avti zataknjeni, to je prvo. Drugo smo pa že pri energiji. Vedno isti vzorec, bom rekel, ne glede na velikost dogodka. Tretji segment so potem hoteli, torej namestitve. Četrti del potem pride catering in šele potem produkcija in potem smeti. Ampak smeti na koncu, mogoče 4% v povprečju. Smo danes gledali, koliko je bilo do zdaj, v bistvu, kar sistem gleda, 4%. Ampak seveda, kako pa lahko vplivamo na ljudi, je pa drugače. Ravno tam začnemo, to, kar si prej omenil. Paretovo pravilo, veš, tako da tam res lahko vplivamo. In energetska optimizacija je pravzaprav področje, kjer prizorišča najhitreje zaslišijo. Sploh menedžment teh prizorišč, ko jim pokažemo. Prihranek. Seveda, bom rekel. Torej, en del kolegov je zelo pragmatičnih. Jaz bi rekel tako spet, jaz vedno to vzamem kot pravilo. 30% nas je believerjev, torej vernikov, če hočete, ki se ne premaknemo, verjamemo v te stvari, ki jih govorimo. 30% je ekstremno pragmatičnih kolegov, ki eni morajo poročati, pa zato poročajo, pa se ukvarjajo s trajnostjo. Eni so zračunali, da se jim to splača. Kar veliko je pa še vedno. Žal ljudi, ki ne verjamejo v nič od tega, ampak se veste, gremo naprej, ne? In zdaj, ker sva toliko pri glasbi, pa bova šla pol na piknike, ampak še ena stvar, recimo, ki jaz tudi rada uporabljam, Coldplay, kdo ni bil na koncertu, oni izdajo tudi poročilo in spremljajo svoj ogljični odtis. In to se mi zdi tako taka dobra snov tudi za predavanje ali pa za navduševanje drugih, ker ko nekdo, ki je tako močen v popularni kulturi, vzame to kot del svojega, rečemo, rednega delovanja, potem se to laže v nek mainstream prelije. A imamo mi tudi na ta način, recimo, ker s tem vašim orodjem ste, mislim, da še celo bolj natančni, kot bi lahko Coldplayu, ste jih že kontaktirali? Drži. Bi rekel, sem prepričan v to. Imamo krasen primer. Skrito v raju. A veste, da je Skrito v raju produkcija, ki je narejena po trajnostnih standardih? Ne veste. Torej, Pop TV je pionir na tem področju v Sloveniji. Če bi tukaj bil nekdo iz Pop TV, bi vam povedal zelo zanimive stvari. Jaz malo več o tem vem. Torej, produkcija je dobila certifikat Albert, to je en specifičen certifikat za trajnostno TV produkcijo. Vse zgodbe, ki jih po nadaljevanki vidite, pa ne vem, če veste, da so bile namenoma lansirane. Na ta način zgodba je začinjena z celo vrsto trajnostnih zgodb, torej ta glavna junak, ne vem, kako je ime. Ne, ni Gaja, ampak ne vem, kaj je. Gaja Filač, Tako, ona je aktivistka, Če boste pozorno gledali nadaljevanko, boste razumeli vsa sporočila. Recimo, ona v second handu oblačila kupuje, to je bil tudi en od mesičev. Ona se bori za določene vrednote. Zdravstvo je druga tema. Torej, to temo so
razkrili, ne, v nadaljevanki, ki je popolnoma popularna, ki je pop, ne, zares. In to se mi zdi ful zanimivo, da obrnemo stvari na glavo in na ta način plasiramo pomembne zgodbe. Ne. In mogoče se sploh ne zavedamo, ne, v bistvu, da je ampak to dobro, da si omenil. Se pravi, imamo tudi v Sloveniji produkcije, tudi televizijske, ki sledijo tem načelom. In ta ekipa je izjemno srčna in pripadna in res cela zgodba je narejena okrog tega. Seveda tudi okrog stereotipov slovenstva, ne, bom rekel, od teh pošalistov v kempih in tako naprej. Ne, ampak, v redu, da se... razbija tabuje, absolutno, ne, bi rekel, tako da obstaja. Da bi kakšen band bil res... Jaz bi rekel, veliko fantov poznam, vsi so, bom rekel, zelo srčni v tem, ampak noben se pa ni izpostavil še zares. Bi rekel, da bi kdo zares, mogoče še najbolj Vlado Kreslin zares, pravzaprav v nekem takem duhu prekmurstva, ne, ki je tudi stik z naravo in tako naprej. Ne. Ampak noben se pa zares ni izpostavil tako kot Coldplay. Ne. To je pa res dober mislim, priložnosti so, ne, in mislim, da prav skozi popularno kulturo lažje potem tudi mi, a ne, ponotranjimo neke stvari, da ni to nekaj zoprno, pa nekaj, kar nočemo, ker pridemo na dogodke, smo ponavadi dobre volje v fajn družbi, a ne, in tam lažje absorbiramo tudi to vrstna sporočila in se identificiramo. Ne. Tako da je lahko en poziv tudi v tem smislu. Evo, tlele je Gorazd. Siddharta. Joker out, ne vem, kjer so zdaj. Klemen. Tako. Ja, super. Zdaj pa se premaknemo še na bolj te manjše dogodke, bolj privatne dogodke, zabave, kot smo rekli, kar nekako posamezniki tudi organiziramo. Ne. Zdaj včasih je bilo, hrano nabavimo, raje malo preveč, kot sva rekla, pijačo, pol pa plastične lončke, pa plastične krožničke, pa pol to mogoče damo v eno vrečo ali pa tudi ne damo. Kako tak toolkit za piknike oziroma za take manjše zabave? Kaj bi rekel, tudi tle planiranje prvo? Ja, seveda. Zdaj, če pogledamo ogljične emisijske faktore, ne, ki so izjemno povedni, ne vem, samo to zadošča, da ti je vse jasno, bom rekel. Ne. Zdaj seveda slovenska obsedenost za govedino bi naletela na grozne težave. Čevapčiči bolj govejega tipa so ekstremno problematični. Ogljični vtis, bom rekel, govedine je najhujši problem, kjerkoli kulinariki. Moramo lokalno zemljenavo dati na grill. Absolutno, ne. V bistvu, evo, tukaj bi se začela že potem ta pot, ne. Poiskati stvari, seveda lokalno, ne. In začeti se igrati z nekimi novimi. Meni, recimo že sama hrana, kaj bomo jedli. Potem bi moral tudi s pijačo, bom rekel, se igrati, ne, recimo z nekimi stvarmi, ki bazirajo na vodi, na teh zadevah. Tu se ogromno se da ustvarjati s tem, gledajte, koliko so tega naši predniki. Veste, kaj bom rekel? Babice moramo poslušati. Ja, nazaj se samo malo spomniti, 50 let. To vse je že bilo. Mi smo, vse to je že bilo. Na novo odkrivamo, kar smo pozabili. Ne? In na ta način bi lahko izrazito zmanjšali. Potem pa hec narediti iz transporta, ne? Bom rekel, če se gre na neko lokacijo, zakaj se ne bi šlo z avtobusom? Če to obrneš na hec, se bodo ljudje ful dobro počutili. Pa je že žur. Pa tudi na avtobusu se kaj zgodi. Tako, mislim, cel kup stvari, ki jih uporabljamo pri dogodkih, bi lahko tukaj tudi uporabljali. Pa potem, kaj za vržno hrano narediti, v bistvu pa naslednja faza. Tako da ste rekli, tudi lokacija, izbor lokacije, verjetno pol kako na lokacijo, kaj bomo jedli, pili in se veselili. Še kaka taka... Pa lahko tudi kaj dobrega naredimo vedno. Recimo, zdaj jaz bi rekel, za mene je dobro že to, da smo lokalne ponudnike aktivirali. To je tako regenerativen učinek, ki je najbolj, bom rekel, prikrit, pa najbolj preprost pravzaprav. Jaz že zdaj pa res 20 let kupujem zelenjavo, ne stanujem prav v centru Ljubljane, ampak malo ven iz Ljubljane. In tam je, mi temu pravimo Solatendorf Ljubljane, kjer se solata proizvaja vse vas tam. Mi, ki jo pa pol tam kupujete. In jaz zagotovo bi rekel, kupujem sezonsko zelenjavo in sem se toliko navadil, jaz ne morem sploh jesti nobene stvari več iz shopping centra. Ne morem, ne gre mi. Nima okusa. Ne gre skozi prebavni trakt. Ampak te ljudje so strašno veseli. To se celo gibanje ustvarilo. To so v garažah od teh kmetov, te prodajalnice, upam, da so legalne, tega ne vem. Da ne bo davkarija prišla. Ampak a veste, koliko je to vredno njim? To si ne znate predstavljati. To veselje, da mi tja hodimo, je neprecenljivo. Ne znam tega z besedami opisati. In zdaj pa res dejansko, to je ratov biznis. In stvar navade. Te navade moramo spremeniti.
da ni vse na voljo. Mislim, Ves čas. Seveda, ne. Ja. Zdaj bomo jedli jagode, ni pa treba, da jih decembra jemo verjetno. Jagode so tipičen primer, ne. Te, ki prihajajo z steklenjaka v Španiji sredi zime, ne. Mi smo šli toliko daleč, da smo zmanjšali, oziroma, da se pokvari, če ni sezonsko, emisijski faktor za ta del, bom rekel. Tam, ko vrednotite. Tako, ko vrednotimo, ne. -3%, ni veliko, ampak vseeno, ne, v bistvu. Se pozna na koncu, ne. Tako da to sezonskost, ne, absolutno. Pa pride do kreativnosti, ne, pri menijih, ne. To je pa pol itak najlepša stvar. Tako, vsakič znova se nekako vrneva do te hrane, a ne? A mogoče zdaj za dogodke, ne? Zadnjič mi je ena kolegica ravno rekla, da so imeli krasen dogodek in so imeli po teh načelih hrano vegetarijansko, a ne? In da je ogromno ostalo, ker je publika, ki je bila tam, skozi čakala, kdaj bo prišle zdaj te klobase in te zrezki, ne? In pa kaj pa čemo s to ptičjo hrano, ne? Morda niso povedali dovolj pametno. Ja, ne? Spet prideva pa do tvojega področja, tudi komuniciranja. Bom rekel, če ne znaš komunicirati tega, mi vedno skomuniciramo, zakaj smo nekaj naredili. Naredili smo pa seveda cel kup napak, da ne bo kakšnega nesporazuma. Ne? Zato, kar sva rekla, se učimo. Ja. Na dogodku, kjer je bilo večina ljudi iz področja Balkana, ne, smo šli na razmerje, 30% je bilo mesa in to, bom rekel, perutnine, vse ostalo je bilo vegansko in vegetarijansko. Pritožb je bilo toliko, da mi je nekdo napisal pol pismo, da sem posegal v njegove osebne pravice do mesa, pazite to. Ne? Torej, hočem samo reči, imejte zdravo mero razuma pri tem, ko to planirate. Ne? In v isti maniri smo v istem letu, to je podelal en znan slovenski catering, ki je na rokometnem prvenstvu v Ljubljani tudi hotel očarati udeležence, moške, zdrave, 100-kilske gospode, ki tekmujejo, rabijo zelo velike energije in je izpadlo zelo slabo. Hočem samo reči, mero je treba imeti pri teh stvareh, ne, in vedeti. Pa spoštovati, tudi, ko si rekel na začetku, kdo je to občinstvo in kaj bomo ponudili. Zdaj, pri teh vseh regulativah še to, da rečeva, ne, ker smo se jih dotaknili, mislim, ki jih imamo v Evropi, ta single-use plastik oziroma plastika za enkratno uporabo, da bo v slovensko govorila. To je pa ta glavna stvar, plastike pa ne sme biti. Mogoče še to področje, ne, še, ker sem prej rekla, včasih imeli te plastične lončke, slamce, vse to. A ne? Kako recimo na področju tega, kako je hrana servirana, kako je potem, v čem jo odnesemo domov, kar sva prej rekla, kaj so vse tle alternative? Ogromno jih je, bom rekel. Ne me narobe razumeti, samo ribancev treba jeti, pa imate rešitev za vse, bom rekel. Tradicija je koliko letna? To pa ne znala, to bi pa Škrabca morali vprašati. Ribančani narediti za to, da bi to bilo urban. Tako, ne, da bi to bilo absolutno trajnostno. V trgovinah je veliko teh izdelkov, žal so pa še vedno cele stelaže, tudi te plastike, ne, lepo zbrendirane in tako naprej. Enostavno, ukiniti plastiko. Ampak na dogodkih recimo, ne? Na dogodkih, jaz sem dejansko toliko zoprn, da... S ponudnikom ste vnaprej dogovorjeni? Pri mene se že bojijo zares v bistvu zvezi s plastiko, tako da jaz sem dosegel zdaj že grozljiv efekt. Tako da, ko naročamo, že vejo, da ne smejo imeti plastike. So pa še organizatorji, ki pač popuščajo. Ali pa recimo, ne, tako, kot danes tle imamo vzorno, ne, ker tlele mesto Ljubljana dobro ve, da imamo pitno vodo in kako se ponudi, ampak ne malokrat se zgodi, da smo na dogodkih, to temo, potem imamo pa čudovite plastenke, ne, z vodo. Plastenke isto. Recimo, kako to kulturo tudi, ne, da ljudje pomislijo, kje najprej lahko začnemo? Ja, cel kup stvari smo zapisali v enem priročniku, ki je regenerativni priročnik. Ne? Ki ga pa najdemo. Zdaj, v bistvu je namenjen uporabnikom tega našega orodja, ampak lahko ga delimo z vsemi, ker je res zelo... Lahko na spletno stran ni bil deljen tako javno, ampak lahko ga pošljemo, pa boste si to stvar pogledali, ker je zelo zanimivo. Pa bomo pa prosili za link, pa bomo dali pod posnetek. Recimo, zdaj so na voljo pipe, ne, ki ne glede na to, kakšna je voda. V Maxi Marketu? No ja, bom rekel, to verjetno ne, se strinjam. Ja, drži, to ne. Ampak v bistvu upravljajo 3 funkcije, ne, da so milniki, ne, da varčujejo z vodo in tega, to je tako poceni ratal, da teh tehnologij obstajajo kup. Mene zgrozi, ko vidim na Brniku tiste stelaže plastenk. Sigurno si jih opazila. Mislim, to sploh mi ne govor, ker smo preveč na letališču in to letališče je tako nezeleno, da je katastrofa. Grozljivo, ne? Pa ne, ni to zdaj kritizerstvo, ampak zakaj? Ne, zakaj? Ker je taka priložnost. Vrhunska priložnost. Ko greš v skandinavske države, ne boš videl plastične steklenice. Pitni, ki so, ne, napolni si
Tako je. Druga stvar, ki bi jo položil vsem na srce, mi imamo zaradi razenske v stekleničkah ogromno dela, mi jo vračamo nazaj, seveda nekaj se razbije, ampak večinoma ta krožnost deluje, zahteva nekaj več dela, ampak občutek je pa, meni se zdi celo, da je voda boljša, jaz ne vem, mogoče se motim, ampak pojdite v Avstrijo pa pogledajte v kjerikoli trgovini, praktično ne boste najdeli več plastenk, ampak povratno embalažo. Ko je gužva v Avstriji, bojo v trgovinah gužve zdaj na oddelku, kjer se menjava embalaža. Ampak to je bil proces, pravijo desetletja in več, da se je ta kultura nazaj vrnila. In jaz, ko pridem v trgovino s tisto mojo gajbo, me gledajo, kot da sem z Marsa padel, ampak vztrajam, a veste. Moje prepričanje je, da je tisti boljš za pit, kot če je v plastenki, ne vem zakaj. Ja, se smo ravno zadnjič o toksinih se pogovarjali in o tem, kaj je vse potem v takih embalažah. In tako pol ljudem razlagam, bi rekel, da se počutim, kot en misionar. In ne par sem jih že okužil s tem. So rekli, pa se mogoče pa res, pa še družaben dogodek je tam, ker si tiste gajbe zmenjujemo. Ne, zdaj sem malo zašel, ampak resnično se da. In to je odločitev, ki jo morate sprejeti, če organizirate dogodke in konc in plastike ne sme biti. Ni. Zdaj pa še en futuristični pogled, pa odprla vprašanja, mislim, še publiki dala besedo. Zdaj, ker si že toliko časa v tej industriji, v tej panogi in zdaj, ko gledaš naprej, recimo, če rečeva 10 let in umetna inteligenca in vse skupaj, kateri dogodki bojo obstali v tem svetu, ko nekaj je virtualno, digitalno, tretje, fizični, mislim. Kateri fizični dogodki bojo pa po tvoje obstali? Ful jih bo. In ful bojo dobri. Zato, ker bojo na vas mislili, zato, ker bomo znali z vami delati bistveno lepši pa boljši, kot delamo do zdaj. Mi se še vedno učimo, kako vas prijazno pripelje do nečesa, kako ustvariti demokratičen prostor. Ne smete pozabiti, da smo praktično zadnja obramba demokracije. Zdaj se boste pa začudili, kaj vam govorim. Ko pridemo skupaj, ni nobenih filtrov več, česar, in pridemo do koncepta grške agore, to jaz vedno znova govorim, to je pravzaprav zibelka demokracije, tam se je vse skupaj začelo v Atenah, in to bi morali imeti v mislih, če pa smo popolnoma, bom rekel, zasuti s tehnologijo, in zasloni, potem pa seveda tega ni, no in to je neki nov luksus, da se lahko takole dobimo, Bom rekel eno stvar, pa ne bom imenih govoril, me presenetila ena kolegica, ki debata čisti hec, vprašal sem jo, ker je trenutno samska, ki si bo zdaj partnerja dobila, in baje obstajajo spet zmenkarije, v živo. Se rekel, super. Torej ne več Tinder in ne vem kaj, vse ostaja, ampak zmenkarije, In to mi daje blazno upanje za prihodnost. Ker bojo dogodki tisti, kjer se bojo lahko zgodile tudi zmenkarije, ker se bomo sploh še videli, slišali. Ampak vsebina ostaja, vsebina bo ostala. Zdaj, karkoli delamo in počnemo. To je tako, kot smo slišali od enega kolega mojega, je rekel, da imamo hamburger model. Na sredini imamo AI, ampak zgoraj bansi bi pa vseeno mogel biti zdrav kmečki razum. Torej, naš razum, ki v bistvu vseeno presoja. Zdaj smo odprli temo, o kateri lahko govorimo verjetno 2 uri, ampak dejstvo je, da dobra vsebina se pa vidi z aviona še vedno. In verjetno se bo videla tudi v prihodnosti. Saj jaz verjamem v to, chat in vse, kar zdaj uporabljamo intenzivno, zgleda super zmogljiv, ampak veste, enega dobrega komada pa še zmeraj ne more napisati. Tazga, ki te zadane v srce, Jaz sem pač... Z vso globino. Z vso globino, v danem momentu, ne vem. Tako. Tako da dogodki so tudi nekaj, kjer se mi začutimo v celoti, z vsemi čutili, zavohamo, vibrirajo stvari in tako da midva sva še iz tiste generacije, ki upava, da bo tako tudi naprej in da bo to tudi ostalim še nekaj pomenili. Mislim, je pa res, da se potem, zdaj, to mi tudi moji kolegi, ki so zdaj že alfa generacija, mlajši govorijo, njim je ful dobro gledati dogodek v družbi, to pa so novi modeli, mislim. Nekaj se bo živo zgodilo, ampak neka skupnost bo pa to spremljala v paralelnem svetu, pa se bo tudi fajn imela. Ampak bo spet skupnost, in pa za njih dogodek. Ja, valjda, in to je to, mi moramo temu slediti. In tukaj pa tehnologija lahko krasen pade v ta naš svet, ampak nekaj bo pa moralo biti, ne vem, Saj zdaj koncerte, super je, če greš, pol doživiš, se ti koža naješ, ampak se ti lahko tudi pol kasneje na YouTubeu. Hočem reči, da te stvari, ta neke vrste postprodukcija, tukaj smo slabi, ampak alfa generacija jutri hoče imeti super postprodukcijo in tukaj nas čaka ogromno dela. Tako da bomo prišli
Verjetno celo bomo imeli ene oddelke, ki bo čist movie production. Tako da bo sočasno šlo oboje. Ja. In to bo na najvišjem nivoju, bom rekel. Tisti, ki bomo dobro to delali, bomo morali imeti to. Tudi to raven, se pravi, pred dogodkom, na dogodku in po dogodku točno vse to. skupaj. To je, tukaj mislim, da bo potno. Res produkcija vsega. Ker bo pač bila produkcija, bo pa pač hitro fade away, bi rekli v muski. Ja. Super, zdaj pa dava priložnost, da še kdo kaj vpraša, ker mislim, da je tema taka, da kliče po kakem vprašanju. Ne? Bom pa jaz vprašala. Ko praviš, Gorazd, da vsebina najbolj šteje, kaj imaš konkretno tukaj v mislih, ko gre za dogodek? Predvsem mogoče iz kongresnega turizma, recimo. Mislim, zdaj uporabljam veliko angleških izrazov, ne me narobe razumeti, ampak game changing ideja, ki jo moramo v bistvu ne. Zdaj, če začnemo kopirati, zdaj najlažja stvar, ki jo večina kolegov dela, imamo za narediti dogodek, gremo na chat, zdaj vržemo not neke parametre, naredimo prompt, in ta nam vrže neke ideje ven, in pa se na brzino odločimo, ampak a to premislimo, a smo šli, 5 krogov okrog Ljubljane, pa se posvetovali s kolegi in prišli res do bistva problema, In tukaj smo zdaj šlampasti ratali, veš. In potem lahko ti na to naložiš potem vrhunske predavatelje, vrhunske ideje in tako naprej. Včasih so te izjemno preproste, tako kot v marketingu, ko delaš dedukcijo stvari. Ja, lijak, ti ostane nekaj strašno preprostega, ampak super pomembnega. In tukaj smo ratali zelo, zelo površni. In to se kaže pol na tem, jaz pravim, zdaj boste, kakšni kolegi bojo jezni, ampak jaz najbolj sovražim panelne diskusije, kjer je 10 tipov moje generacije. To je za samomor narediti. Pa 10 monologov. Pa 10 monologov. A veste, bom rekel, spolno nismo dali priložnosti, da bi to bilo. Tako da tukaj mislim, da bi morali biti bolj pametni, kako to vsebino strukturirati. In tisti, ki smo filofaks delali, vemo, smo imeli andragogiko. Jaz nam nikoli tega pozabil, takrat sem mislil, pa zakaj moram jaz to študirati. Ampak jaz sem zadnjič našel ta učbenik. Je še zelo aktualen, verjetno. A veste, koliko je aktualen? Tam je, po mojem, 300 metod, kako z odraslimi delati. In sem rekel, pa kje sem jaz to imel? Resnično, metode, kako pravzaprav vas vključiti, spremeniti formate, neverjetno. In pri vsej tehnologiji, potem ne znamo vsebine na dober način plasirati. Podati. Posebej, ker je tudi toliko krajši ta, da ne bova spet angleško rekla, čas pozornosti, tudi za nas, starejše, ne samo za najmlajšo generacijo. In danes imeti tak panel, ki je res 10 monologov, to nikogar ne pritegne. Ne, jaz mislim, da ne. Tako da tukaj imam eno tako, bi rekel, željo, da mogoče s kolegi iz te dejavnosti še to nekako probamo spraviti na malo višji nivo. Ampak vsebina pa igra vedno. Če jo ne znaš poiskati, a veš, chat je zelo generičen vedno, vse se vidi, a veš. Ker ga je nahranilo tistima noter, ne? Točno to, točno to. In pa imaš serijo nekih dogodkov, ki niti nimajo dobrega obiska in tako naprej, Bolj moramo temu posvetiti pozornost. A veš, pa to je grška drama pa na konci. To je teater, Mislim, to, kar mi delamo, je teater. Moja največja inspiracija je teater. Jaz sem skozi v teatru, vse gledam, kar se da v Ljubljani. Razlogov je več, ampak bom rekel, če gledam samo scenski del, je itak vse jasno. Sej boljših idej ne moreš dobiti, bom rekel. Ne vem, če sem ta del pogledamo, mi ne znamo delati globine odra, ker zna vsak gledališki režiser narediti. In to je osnova. Vsak prijeh meni delati mora iti v teater, da vidi stvari. Pa pazi stvari, ki so tam večne. Kako to predstaviti, kako to izgovoriti. Neverjetno. Zdaj mi je prešinjal, pa ne vem, kako se imenuje dogodek v Montrealu, so ga začeli in tudi Cirque du Soleil je bil del tega. Si tu. Recimo, tam je vse doživljajsko. Greš z nekom pod dežnikom in se sprehajaš pod umetnim dežjem, zato da si skupaj. In podobne stvari. To so metode. To manjka tega, ne samo v Sloveniji, nasploh se mi zdi, da ni tega poguma nekako. Res je. Tako da bomo še kaj ušpičili. Bomo. Ja, še kakšno vprašanje? Vprašala takole. Veliko časa smo v kongresni industriji se pogovarjali spet v angleščini, ROI, se pravi o vrednosti, dodani vrednosti pozmerc, učinek samih dogodkov.
Zdaj pa mene zanima, a se potem tudi trajnost in vsa ta načela in pa v bistvu tudi dejansko emisije, ne, ki Prištevajo, ne? tako In upoštevajo. oziroma a potem lahko že ponudimo zdaj dejansko tudi odkup, ne, za teh naših, bomo rekli, prekrškov in pregreh, ne, pa da je to potem tudi na neki ekonomski bazi, da je dejansko lahko Bilanca drugačna. Evo, a je že bilanca zdaj drugačna? trije Hvala zak- za vprašanje. Trije ja. zakonodajni okviri nam bojo krojili prihodnost, jaz sem jih vesel, mnogi so pa jezni in se borijo proti temu. Jutri bo tudi obletnica Monetere, ne, by the way. Ja. Pionirjev. In seveda jim ni uspelo nacionalnega podnebnega zakona spraviti skozi, ker je veliko ljudi iz tega kroga sodelovalo, ampak trije zakonodajni okviri nam bojo pa krojili prihodnost. Torej, ESRS, torej direktiva o trajnostnem poročanju, nam ga že kroji, zdaj tako rekoč 200 plus tisoč podjetij že zavezancev in to je postalo standard in tukaj prihajamo v fazo trajnostnega računovodstva. Mimogrede, na ekonomski fakulteti celo razmišljajo o tem predmetu. To bo zahtevalo zelo smiselno. To so specialisti, ki bodo v bistvu tako kot računovodkinje tistega 30. marca pripravljali report in to bo postala standardna zadeva, kar me zelo veseli. Druga zakonodaja je offsetting zakonodaja, torej direktiva o ogljičnih izravnavah, zelo zapletena, kjer smo pa s Turizmom Ljubljana v pripravi, bom rekel, projekta z mestom Ljubljana, enega krasnega projekta, ki bo temeljil na znanosti. Namreč v tem trenutku so možne poravnave samo v ogljične ponore, ne, ki morajo biti znanstveno dokazani, morajo imeti določeno trajanje. Zdaj bom zelo poenostavil vse skupaj. Torej recimo, če govorimo o gozdovih, ne, bi moralo tako drevo, ki bi ga mi obnovili, biti vsaj 35 let živo. Ne. To je osnovna stvar. Iščemo pa projekte, ki imajo trajanje, dolgoživost, ne, torej so daljši od 100 in več let. Ne. In če gledamo izdelke, recimo, ne, les, ne, sam po sebi, tudi beton, določene vrste betona so lahko ogljični ponori. Ne. V naravi imamo pa čudovite ogljične ponore v Ljubljani, ne, Mokriščan, ne, v okolici Mosteca, ne, ki jih poznate, ki so zaščitena, prečudovita zgodba s tem, da imamo ogljično banko na Barju. Ogljično banko, tako, per se. Ne. In samo te stvari se bodo smele v bistvu izravnavati v prostovoljnih ogljičnih izravnavah. Ne več družbeno odgovorni projekti in stvari, ki dišijo po zelenem zavajanju. Da pobarvamo ograjo vrtca. Točno to. In to je pa tretja direktiva. Ne? Vse so med sebojno prepletene. Direktiva o zelenem zavajanju, ne pa govorimo dnevno, pravzaprav bo pa zaokrožila to zadevo in povezuje celo to mašanico. Ne? In si pravi, imajo, se veš, Evropa regulira, ne? In na tem področju jaz vedno pravim, da je prav in fajn. Predvsem, če razumemo regulativo, zdaj vmes je bilo res toliko preveč vsega in tako nejasno, da je bilo res težko posebej za majhne akterje. Ampak se mi zdi, da če regulativo razumeš kot eno smernico, da ti pomaga delati tako, da je to dobro zate, potem je to itak koristno. Ni to samo ena palca, ki te tepe, ampak je tudi korenček, ki ga glodaš hkrati lahko. In da je bilo zelo veliko teh reakcij, mogoče res napačnih, tudi po tem omnibusu, pa tako, zdaj pa nič več ni treba. Pa se ne delamo zato, ker je treba za nekoga v Bruslu, se delaš zase na koncu dneva. Tako da to je res... Projekt, ki nima še oblike maja, v bistvu krošnja drevesa, je prečudovit ogljični ponor. In obstaja en app, jaz sem čisto navdušen nad tem, navdušujem tudi kolege z Turizma Ljubljana, ki ti izmeri to krošnjo in zna zračunati, kakšen bo letni ponor ogljika, če se bo to drevo vzdrževalo. Kar seveda ni tako enostavno. Za določena drevesa v našem okolju nobene skrbi, ker so lastniške težave in tako naprej. In mi bi morali v bistvu posvajati ta drevesa, da bi bila v funkciji. Saj vem, da se sliši zelo neumen, ampak sploh ne. Prelep projekt, v bistvu. In pol zdajle pride vročina, jutri se začne, bomo iskali senco. To so te... Koliko so nižje temperature, če je drevo zraven, ki ga pred dramo ni več. Recimo, ali pa če ste kdaj bili v Župi, kjer se jaz zadržujem, Župa je betonska, kaj ne vam rečem, džungla pa grozno vroče rata pol. Kako bi to, veš, to so te ideje, ampak to je zdaj definirano. Ne moramo kar vse. In meni se zdi prav, da so te stvari tako postavljene. 10 pilotskih projektov bo, tam nekje konec junija bodo zaživeli, bom rekel, recimo travišče od biotehniške fakultete, kjer se biodiverziteta vzpostavlja.
cel kup krasnih projektov. Mnogi so takšni, da niste za njih še slišali. Jaz sem bil presenečen, res. Recimo Kemijska fakulteta dela oglje, ne, imajo postopek, so razvili, ne. Snaga tudi razmišlja o tem, da bi lahko, ker ko bodo ljudje lahko kupili, ne, 10 kil tazga izdelka, potem bodo razumeli v bistvu, kaj so kupili. Ne. Tako da obstaja cel kup tehnologij, kako te stvari zapeljati. Pa jih narediti na transparenten in znanstven način. Drugačen ima smisla. Zelo povezljivo, ne, z industrijo, o kateri danes govorimo, dogodkovno, če jo tako imenujemo, ne, ker lahko z vsakim takim dogodkom potem se pripojimo nekako na te bližnje rešitve. Ne. Tudi zakaj bi mi samo nekje daleč, ne, kot si rekel, če imamo tle možnosti ponora ogljika dobesedno v sosednji ulici. Da ne govorimo o tem, kar vi razvijate ves čas, bom rekel, to krožnost v najširšem smislu, to je pa ultimativen cilj, ne. Ja, pa to, kar si rekel, regenerativno je pa še naprej, ne, da s temi dejanji svojimi ne samo hranimo, ampak po možnosti še krepimo pa plemenitimo okolje, v katerem živimo. Ne. To bi bilo zdaj pa provokacija, idealno. ne. Magnifico v koncertu v Stanežičah lahko rečete, da je bil flop ali pa bil super koncert ali pa karkoli, ampak v Stanežičah noben ni razmišljal kot o prizorišču. Zdajle so med rock bandi vsi sam sanjajo o Stanežičah. Ker je, pazite, ne, zdaj vsa ostala prizorišča, ne vem, Križanke, Jurja pa pol, ne, mislim, 1500 gledalcev, ne, tam jih pa spravaš 50 000, ne, zdaj kjer band lahko to naredi, ne, in je mogoče regenerativna zgodba Magnificovega koncerta. Evo, pa našla, zdaj žrtveno jagnje, Magnifico. Da imamo nov plac, ne. Ki bo ambasador zdaj zelenih dogodkov. No, recimo. Smo ga našli na koncu. Zeleni Jurij. Ja, zeleni Jurij. Super. Še kakšno vprašanje? Bomo neformalno še pol nadaljevali, tako da Gorazd, jaz bi se ti najlepše zahvalila za to. Mogoče, ker vedno, ko zaključimo, rečemo še tak take away, nekaj za sabo. Kaj bi bilo tvoje sporočilo vsem nam, ki smo in udeleženci in organizatorji takih ali drugačnih dogodkov? Kaj naj bo naš? Iskrice v očeh morate imeti, to je to, za kar to delamo. Jaz bom rekel, tle pridemo spet nazaj do rock'n'rolla, ne. Če pa nimate iskrice v očeh, če so pa moji kolegi slabo naredili, pa opet je pa domov, ker je preveč dolgočasnih dogodkov. Prebral sem, da 6 let življenja preživimo na dolgočasnih dogodkih. Koliko pa na nedolgočasnih? Pa malo manj, ne. Zato je naša naloga, organizatorjev, da vas ne bomo zdolgočasili, pa da vas bomo kaj naučili, pa kaj pametnega skupaj naredili, ne. Pa da boste imeli iskrice v očeh na koncu dogodka. To je poslanstvo. Lepa hvala in upam, da bomo čim večkrat te iskrice prižigali še tudi skupaj. Hvala ti. Hvala lepa.